Lepo pozdravljeni na okrogli mizi, oziroma, kot je rekel Ambrož, okrog kvadratne mize, odpreti knjigo, pogledati vase. Z mano so tri odlične avtorice mladinske književnosti, ki nam na različne načine v svojo literaturo ponujajo ogledalo, v kateri potem lahko ogledamo svoja čustva, odnose, občutke in tako naprej. Vse tri nagovarjate zelo raznolike mladinske, mlade publike, ampak tokrat bi se osredotočila predvsem na tri vaša dela, potem nas bo mogoče pogovor zanesel še kam naprej. In sicer, da ulovim knjige, na slikanico Vprašanje za babico, na fantastični roman Lisičja luna in pa na realističen roman za starejše najstnike Balada o drevesu. Pa bi mogoče najprej kar odprli pogovor s kakšnim vprašanjem o posamezni knjigi, pa bi šli kar mogoče po starostnih stopnjah. Vprašanje za babico je slikanica, ki zelo tenkočutno, iskrivo odpira pogovor in o medsebojnih odnosih, o strahu, o minljivosti. Ob tem se besedilo ves čas prepleta z zelo toplimi, igrivimi ilustracijami Marte Bartol. Nina, ti imaš tudi zelo bogate izkušnje in znanje na področju predšolske vzgoje, pa me zanima, kako lahko s slikanicami, na primer, odpiramo z najmlajšimi pogovor o teh kompleksnih življenjskih temah, o strahovih, o občutkih, o kompleksnosti življenja in kako te teme, na primer, odpira Vprašanje za babico. Dober večer. Sama pravljica oziroma pač knjiga Vprašanje za babico je nastala točno s tem izhodiščem, kako zelo težko temo približati predšolskemu otroku. Izhajala sem iz vsebine, ki jo je v bistvu že Damjan Stepančič navedel, namreč otroci živijo tukaj in zdaj in njih pravzaprav begajo stvari, ki jih občutijo v trenutku in se tudi na to zelo impulzivno odzovejo. Ta čustva so lahko tudi kompleksna, ne znajo jih pa obesediti. Zato ta pravljica na en tak zelo, bom rekla, s temi ilustracijami na topu, sproščen način odpira v bistvu najhujšo debato, če rečem temu, eksistenčno v bistvu krizo otroka, kaj se zgodi, če nekdo umre, oziroma kdaj se bo to zgodilo. In otrok ves čas sprašuje babico, kdaj boš umrla. In babica mu v enem takem prijetnem, realnem pogovoru reče, ne vem, zdaj še ne. Zdaj bom naredila še to in to in to. In to otroka v bistvu pomiri. Problem je, tako kot je rekla že prejšnja govornica, v tem, da odrasli zakomplicirajo stvari. Odrasli ne morejo sprejeti teh dejstev, da je smrt pravzaprav del življenja in to najbolj zanesljiv del življenja je pravzaprav smrt. In o tem težko govorijo. In slikanica prav na tak način odpira točno to temo, takrat, ko nisi ti mrtev, ko ne umiraš, ampak ko sediva za mizo in o tem debatirava. In se mi zdi, da je to tisti moment, ki ga je treba zagrabiti in izkoristiti. Hvala. Maša, Lisičja luna se začenja z enim prav posebnim uvodom, s katerim se mi zdi, se ustavimo vedno znova pri njem, ko odpiramo pogovore o Lisičji luni. Zapišeš, v vsakem od nas je zimzelen gozd, za vsakega od nas obstaja pleme. In z Lisičjo luno si pravzaprav vstopila na polje fantazijske literature, ampak tako kot je značilno za vso kompleksno, kvalitetno fantastiko, tudi tvoja Lisičja luna pravzaprav odpira številne teme, s katerimi se srečujemo ves čas tukaj in sedaj v našem svetu. Lahko jo beremo kot roman o odraščanju, o prvi ljubezni, o iskanju samega sebe, svojega prostora v svetu, svojega plemena in zimzelenega gozda. Pa me zanima, kako je nastajal svet Lisičje lune. Tudi jaz pozdravljam. Nastal je podobno kot vse moje knjige. Imam en tak, saj do zdaj v teh letih je ustvarjalni proces, se poglablja pa razvija, ampak jaz vedno začnem z liki,
in z osnovnimi odnosi med njimi, pa zaslutam zgodbo, ne, se pravi, ampak čisto vedno, tukaj sem vedela, da bi rada napisala knjigo o deklici Lisici, ki se tudi kot omaž in poklon japonskim mangam pa režiserju Miyazakiju, ker sem ga zelo rada gledala te njegove celovečerne animirane filme. Jaz sem sprva res mislila, da bo to, nisem vedela, o čem bo govorilo, samo da bi rada to fantastiko in sem imela pred sabo občutek, da bo to svetla knjiga, zabavna, lahkotna, da tako rečem. Potem je pa samo začelo. Zelo sem se zdaj poistovetila s tem, kar je Damjan govoril. V bistvu sem zelo pisala iz arhetipskega dela. Ne. To sem tudi hotela Damjana recimo vprašati, kakšna je zdaj razlika arhetip, stereotipa? Ne? Arhetip je na en način nekaj univerzalnega, ampak kako do njega pridemo? Jaz recimo nisem šla raziskovalno, jaz nikoli ne izrečem, ampak dajem pa neke ključe, ki namigujejo recimo na staroselska, ne samo uporaba beseda pleme, imamo neko to modro žensko, ki ima rogove, ne, imamo tabor, a ne. Tako da dam neke samo rahle namige, da gre to za neko staroselsko, zato da lahko bralec sam se orientira, ne vem, če kaj sliši o Indijancih, karkoli, ampak na en način ne vpletem pa v samo zgodbo, ne. Tako da ustvarjalni proces je šel potem tako naprej, da iz te deklice, ne, čutila sem, da je to dekle, ki začne se to na začetku, ona stoji pred, mama gre v službo, ona stoji pred ogledalom in se sama sebe ostriže, to se mi zdi ta poseg v telo, jaz recimo tudi vedno imamo simbolni pomen to, no, ko sam sebe ostrižeš ali pa če te kdo drug, sploh če si zelo dolge lase odrežeš, je to močno simbolno dejanje in to je prvi vstop v knjigo, no, s tem simbolnim dejanjem. Ta deklica se počuti, da nikamor ne sodi, nikomor ne pripada, ne. To se mi zdi, da je zelo značilno za vsa obdobja prehoda, najbolj za najstništvo, ampak recimo jaz potem, ko sem še enkrat brala, sem rekla, v bistvu sem tudi jaz v tem, ne, jaz sem pa v bistvu v tem obdobju iz srednjih let v starost, recimo, no, ali pač menopavzno obdobje, kakorkoli rečem, neko obdobje ženskosti in sem videla, da v bistvu so lahko zelo močne paralele, ne, potegnem, ko se utujiš od primarne družine ali pa od okolja, kjer si bil dotlej in prestopiš nekam drugam. In tle se začne, se pravi, to potovanje v gozd je predvsem arhetipski kraj je gozd, se pravi, izstop iz znanega, izstop iz vasi, iz plemena, iz družine, nekam, kot je rekel Damjan, kjer je divje in šele odkrivaš in udomačuješ na novo. Kako pa se mladi bralci znajdejo v svetu Lisičje lune? Ja, kar sem dobila odzivov, se mi zdi, da je mogoče ta roman prav namenoma, ne zato, ker sem študirala filozofijo, ampak naknadno sem jaz tudi poglobila z recimo temo nekimi modrostmi, ki sem jih polagala, trudila sem se na nevsiljiv način v usta te modre starke, ampak neka bolj površina je pa zelo pustolovsko zastavljena, ne? Vsi otroci se spreminjajo v živali in se mi zdi, če bi to komorkoli, tudi od nas, odraslih, sploh pa če rečeš otroku, možnost se imaš spremeniti v kjerokoli žival, kjera je to, to je spet arhetip ali pa totema, ne? Izberi si svoj totem in jaz recimo sem se šla in s svojimi otroci in na delavnicah, to je zelo dobra, tudi psihološko uveljavljena vaja, da vprašaš človeka, katero žival ima, pa fino je, da mu rečeš, da si lahko več kot eno, ne? In potem tudi mogoče skozi to, če želi interpretiraš ali pa ne, ali greš v plenilce, v živali, ki so samotarske, v živali, ki so del tropa ali se rade skrivajo, ali, a ne. To so vse neki, tudi če ne razložimo, intuitivno tudi otrok čuti, ne vem, kaj letenje, da je svoboda, da je neki fizična moč, a ne. Tako da se mi zdi, da bralci vsaj to pustolovsko raven se mi zdi, da jo zelo lahko se poistovetijo z njo, da jih potegne v zgodbo. Pa mogoče, kad je rekla Nina, sem jaz razmišljala, jaz, če bi rekla, ta knjiga morda ni toliko za pogovor z drugimi, ampak za pogovor sam s sabo. To se mi zdi branje, je vedno pogovor s sabo. Umiriš se, slišiš že, ko bereš, slišiš svoj glas v glavi, kako bere in potem druga raven je razmislek o prebranem. In tukaj, no, ta knjiga se mi zdi, na en način je drobna v smislu
to ni obsežno besedilo, ampak so mi celo odrasli rekli, da so si kakšno misel izpisali ali pa se vračali. Tako, no. Super, hvala. In če se ustavimo zdaj še pri baladi o drevesu, tukaj se bralci srečamo z glavno junakinjo 33 ur potem, ko dogodek zareže v njeno življenje, ko njen fant Mitja, ki ga prijatelji kličejo Mike, naredi samomor in potem jo spremljamo na potovanju skozi zelo raznolike in intenzivne čustvene pokrajine, ko premišljuje tudi o preteklosti, o odnosih do drugih, ne nazadnje do pretežno odtujenih staršev, do prijateljev, ko se zazira v prihodnost, ki je zdaj še bolj neulevljiva. Pa me zanima, bralcu ponudiš en tak zelo iskren, pristen pogled v življenje najstnika. Iz česa je raslo drevo balade o drevesu? Hvala za vprašanje, pozdravljeni. Torej, balada se je začela, torej ta roman, razmišljanje o tem romanu se je začelo z zelo iskrenim pogovorom s svojo prvorojenko, ki sem ga imela pred leti in sva se spominjali časa, ko smo se preselili iz Primorske v Ljubljano in je ona doživljala precejšnje medvrstniško nasilje in je rekla, mama, to moraš pa enkrat napisati. In roman se je v resnici začel, mislil je biti osrednji motiv medvrstniško nasilje, zgodilo pa se je seveda, ker sem zapisala, ker mi je prišel tam močen motiv samomora na pot in je želel biti napisan, in sem torej pripisala njenem, torej Adinemu liku, temu svojemu razočaranju zaradi Majkove smrti, se pravi fantove smrti, je to postal tako močen motiv, ne postal, je močen motiv, da je seveda prerastel in tako je tudi v življenju. Nenadoma, to, kar je Nina rekla, nekaj, kar se še ni zgodilo, ko se zgodi, si šokiran, predvsem pa, če nisi pripravljen. In mojemu liku se je to zgodilo. Govorim, torej, Odskočna deska, je bila avtobiografska zgodba, ampak samo odskočna deska. Drugo je pa šlo vse pravzaprav prosto pot izkušnjam, ki sem jih srečevala med svojimi dijaki, pa tudi deloma v svojem lastnem življenju, ne toliko motiv samomora, kolikor motiv soočenja s smrtjo oziroma z razočaranjem, bolečino. Hkrati sem pa v romanu, se mi je spet pisala zgodba o veliki ljubezni, o velikih prijateljstvih, o pomoči, recimo sestrski pomoči in o možnostih, da človek kljub zelo, zelo tragični situaciji dela čisto drobne korake, včasih celo spontane, nezavedne, ker jih pač mora delati, ker mora iti naprej, vsem razočaranju, vsej jezi, vsej neskončni žalosti, spraševanju o smislu in vendar dela ta lik in njeni prijatelji in bližnji drobne korake, da zmorejo počasi tudi videti v prihodnost. Ampak nič kičastega, ker ni mogoče. Pri takem položaju to ni mogoče. V romanu ima izjemno vlogo tudi glasba. Kako pomembna se ti zdi umetnost, ali pa naj bo glasba, ali pa literatura, tudi za to spoznavanje sebe, iskanje svojega mesta v svetu? Torej, nisem bila toliko pozorna sama nase, ampak ugotovila sem, da sem v zelo veliko kratkih zgodbah za odrasle, pa v romanu za odrasle, Dantejeva hiša, kjer sta nastopata slikar in kipar in slikarka, opazila, da pravzaprav je motiv umetnosti zame pravzaprav druga govorica. In tako je z glasbo v romanu Balada o drevesu. Vsekakor je tudi moje življenje prežeto z občudovanjem tega presežnega, ki nam ga daje umetnost, v katerem koli izrazu in besednem in glasbenem. Je pa glasba del naše družine. Moram priznati, da nas spremlja močno, mene osebno tudi zelo, in tudi ko sem recimo opazovala to svojo prvorojenko, nadarjeno violinistko, sem videla, kako ona doživlja svet dejansko skozi glasbo. In to sem pripisala tudi svojemu liku. Hvala.
Te tematike ste se vse po malem že dotaknili, ampak bi mogoče eno vprašanje res povsem posvetila, pa je pravzaprav namenjeno vsem trem. Namreč vse 3 knjige se na zelo različne načine dotikajo teme smrti. Teme, ki je v bistvu bistven del našega življenja in življenja mladih bralcev, ki pa se odrasli, kot je že izpostavila tudi Nina, velikrat bojimo, predvsem se jo bojimo odpirati z mladimi. Pa me zanima, kako pomembno se vam zdi naslavljati to temo, predvsem pa, kako se vam zdi, da lahko literatura olajša prvi vstop v pogovore o teh temah. Ja, v bistvu je to najtežje vprašanje, mogoče ravno za zdajšnji čas, ko je permisivna vzgoja še vedno toliko zelo prisotna in to, da si želimo imeti otroke ves čas v vatki in ves čas brez vseh frustracij in z odsotnostjo vseh negativnih čustev, ne, to je še vedno nekako zaznamuje ta čas, čeprav morda že nekoliko manj, ne zaradi zavedanja vsega tega, kar še sledi. Se mi zdi, da je ključno, da vsaj s knjigami to odpiramo, ker otroke pa knjige privlačijo. Take teme, ki so morda še bolj odrinjene, jih še bolj privlačijo. Najstnike verjetno še bolj kot pa mlajše, ampak tudi nasplošno otroci oni radi modrujejo. Oni se sprašujejo, kako izgleda, ko si mrtev. Vse ne vemo tega, ne? Ampak zakaj ne bi take, bom rekla, težke ali pa morbidne teme uporabili za način, da se o tem pogovarjamo. Da o tem modrujemo, da razpravljamo, da se pravzaprav na nek način pripravljamo na življenje, na tudi tiste stvari, ki se bodo zgodile, ki bodo težke, ki bodo boleče. Sej takrat ne občutimo bolečine. Ampak vemo pa, da jo nekoč bomo, da jo občuti nekdo drug, da pravzaprav je bolečina del življenja. In tako je, če nam nekaj veliko pomeni, bolj boli, a ne? In ljudje celo na račun tega, da jih ne bo bolelo, se odrekajo prijetnim stvarem, recimo, ali pa ne želijo imeti nekoga radi, da jih ne bo bolelo, če ga ne bo več in tako dalje. Jaz mislim, da si s tem samo siromašimo življenje in to se zgodi v bistvu zaradi preveč zaščitniškosti, bom rekla, odraslih do otrok. No. Tako da mogoče te tabuje pa stereotipe pa vse te klišeje rušimo tudi na tak način prek knjig in mislim, da je to prav, da vzgajamo mi otroke, če jih že starši mogoče hočejo preveč v vatko zavitno. Tako. Jaz zdaj berem, ne vem, po naključju ali ne, ponovno knjigo Agnes Cecilija, naslov Marija Gripe. Zdaj sem začela brati in to je fantastična knjiga, res čisto navdušena. Ne? In tam je tudi tema smrti in kar se mi zdi najpomembnejše je, ta junakinja je podobno stara kot recimo moja Zoja, malo starejša, ampak kar je tam v ospredju je občutek popolnega izdajstva strani odraslih, ker tej deklici, ne, če ne poznate knjigo, ona se retroaktivno spominja, kako sta je starša umrla v prometni nesreči, potem so jo pa vsi odrasli, češ da bi jo zaščitili, so jim lagali, ne, kje pa sta mamica počka na potovanju, kdaj pride ta neše. In ona, mislim, fascinantno, kako dobro. Ne, tako da jaz bi šla en korak nazaj, ni samo pomembno, o čem pišemo o smrti, ampak na kakšen način. In recimo ta roman, Agnes Cecilija, je fantastičen. Odpre temo zapuščenosti, on skoraj nikoli ne govori o smrti, ampak o zapuščenosti in hkrati o tem občutku izdanosti. Ne? In to se mi zdi, da tudi jaz, moje vodilo, se pravi, meni se je res ker tako na ta način ustvarjam, jaz sem si začrtala zgodbo in ta smrt, še bolj kot smrt pa minljivost, se meni kar nekako samo od sebe prekradla, ampak se mi zdi, da je potrebno, da resnicoljubnost. No. To se mi zdi v vsakdanjem odnosu med ljudmi in seveda otroci so pa v prvi vrsti ljudje, šele potem pač mladi ljudje, otroci. Ne. Resnico jim je treba povedati pač na način, na občutljiv način, kar pa ne pomeni sprenevedav, pač jaz verjamem v direktno komunikacijo, ampak občutljivo. Ne. Pa kar nam ponuja literatura, mogoče je to pomembno za razliko od filma, recimo, ne. Literatura nam omogoča notranji monolog. To je tega v filmu zelo težko, to je eden glavnih, se pravi, skozi dialog naši liki spregovorijo, skozi monolog gre pa otrok tudi v
v miselni svet, v to, in on se mi zdi, da se skozi to nauči tudi sam. To je samo kultivacija, ne samo, da se ti poistovetiš z likom, ampak ti se lahko od likov učiš. Mogoče ne danes, ti tega še nisi doživel, ampak ti boš mogoče toliko vrhunskih knjig prebral in filmov videl in se boš skozi njih, tudi če spet rečem z metaforo, če nisi celega sveta prepotoval, so pa oni namesto tebe prepotovali vse te čustvene krajine in ti, čeprav takrat ne, jaz vem, jaz se spomnim, meni so veliki učitelji, so liki iz knjiga, in ko pridem do ene situacije, najslabše, prva je lahko stereotipna reakcija ali pa da se učimo iz tabloidov, iz resničnostnih šovov, iz teh res slabih, ki se mi zdi, da eden od stereotipov čustev je, da so instinktivna, impulzivna. Jaz pa mislim, da čustva, tako kot vse, se lahko jih kultivira, naučiš razmišljati od njih in prav te recimo prefinjeni prikazi v knjigah, skozi notranje monologe, skozi poglobljene, modre dialoge nam dajo tako popotnico za življenje, da ko se mi soočimo z eno situacijo, mi jo lahko mislimo, Ja, težko nadaljujem, ker je Maša vse povedala, pravzaprav in Nina tudi. Ampak mogoče zato, ker je moj roman drugačen v smislu, da je bolj za odrasle bralce, je tudi tema to vrstna, v smislu, da so se moji liki so šokirani nad dogodkom, ampak ravno tako, kot si rekla, Nina, da v tej družbi, kjer skušamo zakriti, da ni nič negativnega, nič, kar bi trpljenje povzročalo, nič, kar bi bolečino povzročalo, je ta potem toliko hujša. In torej, v mojem romanu se še ni samo smrt, ampak je celo samomor in to mladega človeka. In žal smo taka družba, da imamo tega veliko in da se skoraj vsak od nas pozna kakšno zgodbo, ki se je komu zgodilo, upamo pa celo, da ne komu bližnjemu. In vendar vam moram priznati, da ko je ta roman bil sprejet v projektu Rastem s knjigo, je doživel tudi precej hudo reakcijo v smislu, da je nevaren, da ni dobro tak roman brati, ker odstira celo možnost, da bi človek videl rešitev recimo v tovrstnem begu, kar je mene in vse poslušalce šokiralo, kajti ne, da sem hotela, ampak zgodilo se je to, ker sem tak človek, tak pisatelj, tako razmišljam, da sem roman peljala v svetlo smer, ne v črno, negativno, zaradi česar sem presenečena bila, kajti doživela sem nekaj čisto drugega. Ko je recimo roman izšel, mi je po par mesecih rekla dijakinja, da ga je poleti 2-krat prebrala in da ji je spremenil življenje v pozitivno smer, da razume, zakaj je treba živeti in zakaj je treba biti povezan, zakaj je treba imeti rad soljudi in čutiti, da te imajo drugi radi. Poleg tega je to roman o bolezni, s katero se soočajo ti mladi ljudje. Torej, vprašanje smrti je neizbežno. In zakaj bi to pokrivali in skrivali pod preprogo, da tega ni, če se pravzaprav s tem soočamo. In tako kot je Maša rekla, ja, iz velikih likov, ki so spontano reagirali, se učimo pravzaprav, ampak to ne vemo, da se. Pridejo v nas, spoznavno pridejo v nas in nas potihem spreminjajo. Torej, zato pa je tudi, pravim, da to roman o ljubezni in o prijateljstvu in tako naprej. In o tistih, ki ostajajo in želijo narediti nekaj pravzaprav v sebi, nekakšen pregled dogajanja za nazaj, retrospektivnega in pa tudi vedeti, da so to drobni kamenčki, ki te gradijo naprej. Poleg tega, da imajo vse 3 knjige moč, da mladim bralcem odstirajo njihov svet in postavljajo ogledalo in pomagajo razumeti sebe, me pa zanima še ena smer. Namreč jaz sem imela tudi izkušnje, da lahko mladinska književnost zelo dobro odpira okna v svet mladih, tudi odraslim, ki mogoče na drugačen način se šele ob branju
književnosti, ki je primarno namenjena mladim bralcem, zavejo, kako mladi vidijo, občutijo svet. Se vam zdi, naprimer, da lahko vprašanje za babico tudi odraslim bralcem, naprimer iz druge strani, odstre pogled, kako mladi, najmlajši občutijo strah pred izgubo, da lahko naprimer Lisičja luna odstre odraslemu pogled na to, kako najstnik dojema spreminjanje, iskanje svojega mesta, ali pa mogoče slišati kakšen krik, ki bi sicer ostal neslišan po prebiranju Balade o drevesu. Jaz mislim, da to zdaj v bistvu je bil en tak opis kvalitetne literature, bi rekla tako na hitro. In recimo Župančič je rekel že več kot 100 let nazaj, da mora biti otroška literatura otroška, ne otročja. In to je točno to. V bistvu zdaj za mlade bralce pomeni pač mladostniška, najbrž ne neumna, ali ne vem kakšna bi mogla biti. Skratka, gre za to, da bralca jemljemo takšnega, kot je v času, kakršnem je. Zdaj pa, kadar nagovarjamo kogarkoli, ni važno, koliko je bralec star, sploh pri otrocih, vedno sodeluje odrasli, ker mu mora prebrati. In s tem posledično, hočemo ali pa nočemo, vzgajamo tudi odraslega oziroma bralca. In jaz si predstavljam moment pri tem vprašanju za babico, jaz sem prepričana, da se to zgodi, ali pa je meni to tako, bom rekla, prirojen. Na koncu, ko je zadnje vprašanje, ko babica le vpraša, zakaj pač sploh sprašuje, zakaj bo umrla, in ko mu odgovori, jaz sem prepričana, da je to tisti moment, ko jo otrok pogleda, babico ali detka ali starša, se ni važno, kdo mu bere, in ga objame. Ker je to tako spontano, da s tem v bistvu vse pove. S tem objemom v bistvu poveš to, da tega človeka ceniš v celoti in ga imaš rad. In to je tudi vsa sporočilnost. Vse, zakaj se mi bojimo teh negativnih čustev? Zato, ker se bojimo prav zares odsotnosti teh pozitivnih. Ampak hkrati so pa uravnoteženi, ne morajo biti. In zato se mi zdi, da ta povezava preko knjige se mi zdi ključna, sploh pri mlajših, zdaj pri starejših je pa tako, da moja najstniška hči, ko je brala, ali pa zdaj, ko sta že starejša, seveda rada vidi, da tudi jaz berem, oziroma zato, da se lahko pogovarjava, da ni branje tista osamljena zadeva. Tako da jaz imam to srečo s temi otroškimi slikanicami, da mi je to podarjeno. Zdaj vidite, boste pa povedali, kako je pol kasneje. Mogoče prav konkretno pri Lisičji luni, kot sem se že malo dotaknila, jaz sem jo pol naknadno poimenovala iniciacijska pravljica. Pač mislim, da je res zavestno je pravljični jezik, tudi vse te značilnosti, nek samo nakazan kraj, čudežen. In tako kot pravljice na en način nagovarja, zelo je sanska, neko nezavedno operira sanskimi podobami in jo potem, pa ker je iniciacijska, kot sem že omenila, govori o ritual prehoda, pač ali iz otroštva v odraslost, čeprav so tudi v ilustracijah, so ponazorjeni to najstniški otroci, en lik je tudi ta modra starka, ampak mislim, da starejši bralci pa to pač, kot sem rekla, jaz sama sem naknadno videla, da je to neke vrste prekrivanje, samo zamika, da gre za dve drugi obdobji. In se mi zdi, da je mogoče ta pravljični jezik in čas je cikličen in v resnici se mi zdi, ko prideš do naših let, vidiš, da v bistvu daš nekaj ciklov, da so cikli, ki se ponavljajo, ampak mogoče poglabljajo. Obenem je pa to tudi priložnost, da se spomniš. Jaz mislim, da saj občutja, jaz recimo delču tega, da bi imela faktografski spomin, jaz se letnice, to se nič ne spomnim, občutja se pa zelo spomnim. In ko sem začela pisati o Zoji, o tem njenem nelagodju v telesu, sem se zelo, zelo spomnila svojega najstniškega telesa, kako tuj ti je naenkrat, ko se v končine podaljšajo, kako nelagodno se premikaš v njem, se ga na en način sramuješ in veseliš hkrati. Tako da se mi zdi, da je to mogoče most do mladih, kot si rekla, odpiramo, pa do en način tudi most do mlajšega sebe mogoče.
kot mama sem zmeraj brala torej najprej otroško literaturo na glas s otrokom, potem pa skupaj z otroki svojimi. Včasih, ko so bile, pa 3 hčerke imam, ko so bile pa najstnice, sem pa to morala malo skrivaj početi, ker so ljubosumno svoje knjige čuvale, da jaz ne bi dobila. Ne, in to smo se zadnjič z Janjem Vidmar sva se smejali, ker je moja hči se ji zahvalila za vse knjige, ki jih je prebrala v najstniških letih Janine. Ne. No, moje branje je bilo odskočna deska za pogovor in lahko rečem, da najodkritejši pogovori s temi najstnicami so ob knjigah bili. In mislim, da je to izjemna priložnost, če starši berejo s svojimi otroki in se o literaturi pogovarjajo, ali pa ob filmih tudi, no, sej tudi je samo pol koraka naprej. Ne. Po drugi strani pa imam verjetno drugačno vlogo, no morda Lisičja luna tudi, ampak moj roman je vseeno recimo crossover v smislu, da je zelo tam pri 17-18 so to že mladi odrasli v resnici. Ne? Tako da roman odstira, lahko rečemo, teme, ki so zelo odrasle. Po drugi strani pa mi je všeč, ki si rekla, nekoliko odsotni starši, pa vam moram povedati, da jaz sem sicer to hote napisala, ne? Ampak zdaj, ko hodim po srednjih šolah, dijaki tema dvema očetu in materi to zamerijo. Prav moralno so ogorčeni nad slabim vedenjem teh staršev. In tako je prav zanimivo, kako so občutljivi na to, mogoče tudi zato, ker imajo svoje starše, ki so drugačni, ne? Ki so precej skrbni in zaščitniški. Zdaj, če je zaščitniški negativen pojem, je pa po drugi strani skrben pa prav. Ne? In če prebere odrasel ta roman, ne da bi hotela biti jaz pridigarska, tako kot so prvošolci, kamor hodim v šole, ne? Ampak vseeno si mislim, da se marsikdo zamisli nad svojo starševsko vlogo ob teh starših, recimo. Ja, mislim, da Balada o drevesu predvsem odraslim likom postal ogledalo, ki res ne olepšuje ničesar. No? Tako da se mi zdi, da je že iz tega vidika lahko zelo koristno branje tudi za marsikaterega odraslega bralca, ker se mogoče le ob branju zave tega. No, nisem pa hotela biti stereotipna, ne? Zaradi tega, ker to, da recimo, da je tudi psihologinja, ki je zelo naučena, se je zapisala pozneje, ko je bil roman že skoraj končan, ker sem nažalost s tako psihologinjo imela opravka, ko smo nažalost na naši šoli se je zgodil samomor. In me preprosto to njeno oklepanje zapisanih besed v knjigah in vzorcev, ki jih mora ona kot psihologinja zdaj tukaj oprijeti se, je bila prav, lahko rečemo, prav klišejska. Boleče, lahko rečem. Potem me pa še zanima, koliko pa knjiga, medtem ko nastaja, mogoče ponuja kakšna ogledala ustvarjalcu samu, da mogoče v njih prepozna kakšna čustva, odnose, ki se jih morda pred pisanjem ni zavedal, da so tam. Koliko gre tukaj za eno odkrivanje samega sebe, ki se dogaja skupaj z nastajanjem knjige? Čeprav je tale slikanica izredno po svoje enostavna, ali pa ne, kakor jo pač gledamo, v bistvu je tako, nastala je takrat na tistem posvetu zgodbe staranja, kjer smo odpirali tabuje o staranju in smrti. In jaz moram priznati, meni je bilo to en največji tabu in jaz sem šla že takrat na tisto predavanje z enim takim blaznim cmokom in potem sem vse poslušala, vse pač referate in kar je bilo in ugotovila, da čisto zares, kaj je tisti največji stres oziroma kaj mi predstavlja tak blazen tabu in ta cmok. In sem ugotovila, da točno to, da sploh temu ne pogledam oči. In na tistem srečanju je nastala tudi ta ideja za to pravljico, ki je toliko izčiščena, da bolj izčistiti jo ne moreš. In v ilustracijah se pojavljajo fotografije, pač narisane so slike, podobe ljudi, ki jih ni v pravljici. In že samo s tem odpiramo debato, kje pa zdaj ti ljudje so. Kaj se je pa zgodilo? Dedek se pojavlja večkrat, babica ima dedka pač na sliki in se pojavlja v različnih kontekstih in je ves čas dno, ampak ga ni. In samo na tak način, čisto enostaven, odpreš v bistvu srčiko
tega problema in potem lahko o tem razpravljaš. No. In meni recimo, ko sem to knjigo naredila, tudi sem jo posvetila starim staršem, se mi zdi, da je mene očistilo. No. Tako jaz sem imela občutek, da sem rekla, ampak res, to pogrešam, to toplino, to bližino, ki sem jo imela, to bi imela in sem jo zdaj spravila v to knjigo, in jo tako vedno, ko jo srečam, malo pobožam in se mi zdi, da mi je to malo odleženo. Tako jo čutim. No. Ni treba skozi po vrsti. Ja, ne bom samo za to knjigo, ampak nasplošno. Jaz mogoče zdaj rahlo manj, ampak v začetku, mislim, da je to tudi razvoj ustvarjalnega procesa samega. Ne? Jaz na začetku, ko sem začela pisati, recimo še Gospa s klobukom, krasna zgodba, jaz sem zelo intuitivno pisala, tako rekoč nezavedno. Ne? Mislim, v smislu, da me je zgodba zbudila, sem se usedla in je sam nek tok misli, no? Zelo tok misli, nenadzorovan, to je bila zmer prva roka. Potem, ko pridem do konca, no, še zdaj to velja, no, da do ene mere črpam tudi, ne vem, temu rečemo iz nezavednega, si kar zaupam, pa me ni strah tega, da se prepustim, kam me nos. Saj pravim, pri Lisiči luni sem mislila, da bo to precej drugačno, pa je zelo hitro sem začutila, da bo temna knjiga, recimo. Ja. V zvezi z namreč Lisičjo luno, kajti nekaj romana je nastajalo tudi pri meni na Krasu, je bila Maša pri meni na obisku in enkrat sem prišla v dnevno sobo, v kuhinjo in je Maša bila na balkonu in je razmišljala. In jaz sem v temi obstala in se jo nekaj minut gledala in videla, kako misli. Bilo je čudovito. No. Skratka, pišem dokaj intuitivno, ampak ker sem po izobrazbi sem filozofinja, pa sociologinja kulture, pa vrsto let, predvsem to se mi zdi, da je vpliva, kar analitičen tip sem, no. Analitičen, racionalen, pa vrsto let sem tudi pisala knjižne recenzije, predvsem za Buklo, pa za knjižne liste. Skratka, ko pa pridem do konca in ko potem delam na besedilu, se pa meni vklop tudi analitična raven in potem prej ali slej uvidem, tudi čist, kaj se dogaja in potem, to je pa zadnja potem roka, pa greš dodeljevati, pa, ampak hočem reči, ja, včasih me je to, ko grem skozi to, rečemo temu, en bolj tak spontan flow in pol, ko se pa vklop ta bolj analitičen, sem kdaj presenečena, ja, zdaj pri pesnih je še bolj izrazito, to je pa dejansko tako, da včasih, ko bereš za sabo, tudi jokaš, zelo je lahko čustveno, zelo ti lahko odpre pot nekje do enega zelo globokega dela tebe, se mi zdi. In bolj si zaupaš kot ustvarjalec, se mi zdi, ja, bolj te lahko globi vstopaš, rečemo, v neke te svoje krajine notranje. Ja, jaz pa za razliko od Maše imam obratno ustvarjalno pot in sicer najprej zelo veliko mislim in si delam osnutek in se ga tudi zapišem in potem, ko je celo ogrodje že sestavljeno, šele začnem s pisanjem, že izklesanih likov, značajsko in tako naprej, ampak pri baladi se mi je pa zgodilo, da je zgodba hotela iti svojo pot in sem se ji zelo prepustila in prepuščala do skrajne bolečine, do nepredvidljive bolečine. Ko sem ustvarjala, sem dostikrat tudi jokala, ker sem tako neizprosna sem bila do sebe oziroma do ustvarjanja in vendar sem pisala naprej. In se bala naslednjega dneva, ko bom spet sedla zraven in vendar sem čutila v sebi imperativ, da moram. Tako da sem roman pripeljala do konca, lahko rečem, kar z enim močnim notranjim trudom. Tako. Po drugi strani pa moram pa povedati, da ko sem pa z romanom končala in si nekoliko odpočila, sem pa potrebovala nekaj smešnega, humornega, šaljivega in je nastala potem Sposojena babica Štefi, pri kateri sem si pa dala po drugi strani duška, da sem se nekako uravnotežila v sebi. No. Zdaj veste, če rabite za uravnoteženje po baladi o drevesu, priporočamo Sposojeno babi. Imamo še kakšno vprašanje iz občinstva? Ambrož?
sem mislila, veš, da si v teku se v postavljanje vprašanj, pa da imaš še tukaj kakšnega. Potem bi pa jaz vas mogoče prosila še isto zadnje joker vprašanje, še za kakšno bralno priporočilo mogoče, ki nas še odpelje na nadaljna potovanja, pa to je tisto, še kakšno dobro knjigo, a ne? Da nadaljujemo. Zdaj le pa tako rekla. Najtežje vprašanje za pisatla. Ja, mislim, tako bom rekla, spremljajte, kar nastaja, zdaj, ko so te glavni sejmi, nastaja še več. Tudi jaz zdaj delam s polno baro in se veselim in zraven sočustvujem s tabo, ker ja, točno tako, vsak dan si drugačne volje, tako kot te zapelje tvoje delo. In se mi zdi, da pravzaprav, tako kot je rekla tudi gospa Fras, je treba pač slediti svojim občutkom in si dati duška takrat, ko želiš se uravnotežiti na eno stran ali pa na drugo. Moja knjiga, ki sem jo ta zadnjo brala za mojo, bom rekla, čiščenje mojih karm, kar hočete. Jaz sem brala Modrost starih psov in sem toliko jokala, da je bil poletje deževne vrste, ker imam namreč stare pse in se poslavljam že 2 leti. Tako da, ampak zdaj, ko sem to zmogla in prebrala, sem se očistila in zim je v redu. Tako da, ni smešna. Je smešno, v bistvu, če bi jo bral nekdo, ki ne mara psov, za mene je bila pa strašna tragedija. Tako da različne knjige različno delujejo. Težko rečem, kaj bi bilo boljše. Ja, jaz sem prebrala ena od knjig, tako da je kar knjiga ali trilogija desetletja, mi je Deborah Levy. Cena življenja, stvari, o katerih ne govorimo, se mi zdi, pa Lastna hiša. Te 3, to me je res tako. Pol v tem hipu, recimo Agnes Cecilija mi je res super, pa Bell Hooks berem, mislim, da je naslov, kaj je pomembno, razred, nekaj tazga. Je pa v bistvu so eseji, ampak tak jezik, pa tako dobre teme. Te so recimo zdaj na moji nočni omarci, pa sem nad vsemi navdušena. Navdušena nad Marijo Berlin in Priročnik za čistilke. To je bila zbirka kratke proze, pred Cankarjevi šla. Potem sem ferrantofilka, Elena Ferrante. Drugače pa v svoj koledarček si zmeraj napišem knjigo, ki jo preberem in ocena od 1 do 5. In zdaj sem tuhtala, kaj sem dala zadnji knjigi 5 in sem se spomnila. Knjigi Petra Svetine, mislim, da je naslov Skrivnost nilskih konjev ali nekaj takega. Brala sem jo zadnjič, ko sem šla z vlakom v Velenje. Aj tako? Modrost. In sem se na glas smejala, po moje so mislili sopotniki na vlaku, da sem prepaljena. Veste, ker to je bilo res odlično branje. Super, hvala. Jaz mislim, da imamo zdaj toliko bralnih priporočil, da se lahko poslovimo in nadaljujemo z branjem. Hvala vsem 3.